vonjev z novimi dognanji znanosti v zadnjih letih doživlja pravo renesanso. Na webinarju vam bomo povedali, kakšne so koristi uporabe eteričnih olj v delovnem okolju, tako za posameznika kot za kolektiv. Podrobneje bomo govorili o izboru top 5 eteričnih olj, ki s svojim učinkovanjem lahko prispevajo k dvigu koncentracije, poživitvi, umiranju stresa, pozitivni naravnanosti. Izvedeli boste za različne načine uporabe eteričnih olj. Webinar bo dal tudi odgovor na vprašanje, katera mešanica eteričnih olj lahko nadomesti jutranjo kavo ter možgane in telo ogreje na delovno temperaturo. Del webinarja bo namenjen vprašanjem, kako lahko z eteričnimi olji podpremo naše zdravje v času respiratornih obolenj. Ker so eterična olja izjemno koncentrirane snovi, bomo seveda govorili tudi o varnostnih ukrepih, ki jih je treba upoštevati, če eterična olja uporabljate na delovnih mestih. Naša današnja predavateljica je gospa Irena Nagode-Humar, ki ima 10-letne izkušnje s svetovanjem pacientom v lekarni. V zadnjem letu je zaposlena pri podjetju Faun, kjer skrbi za zakonodajno plat kozmetičnih izdelkov in intenzivno dela na področju aromaterapije. Njena življenjska filozofija, da narava človeku lahko ponudi vse, kar potrebuje za svoje življenje. Ta jo žene v raziskovanje vedno novih področij, kjer lahko potrdi to svojo filozofijo. Tako jo je pot zanesla tudi v svet aromaterapije in čebelarstva. SBC webinar bo moderiral Goran Novković, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na 26. webinarju prijavilo več kot 30 slušateljev, četudi je današnja tema zelo posebna za poslovni svet in šele utira svoja pota van. Vaše vprašanja lahko zastavite v pogovoru chat. Na koncu bo predavateljica na voljo za vaše vprašanja. Vprašanja seveda lahko zastavite tudi na koncu webinarja, tako da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikona zgoraj. Ko bom predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanja. Na vprašanja bomo odgovarjali ob koncu predavanja. SBC webinar bomo tako kot vedno doslej snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek webinarja, prezentacijo in tudi kontakt predavateljev za morebitna kasnejša vprašanja. Za začetek pa, kot je že v navadi po novem letu, smo vam pripravili eno kratko vprašanje, zato prosim vse udeležence, da vzamete v roke svoj pametni telefon, mobilno napravo in v iskalniku tipkate 3x2menti.com. Pravilen zapis lahko vidite tudi na prezentaciji zgoraj. Čisto na vrhu se vam pokaže polje, kamor vtipkate kodo 8765997. In potem vas prosimo, da z eno samo besedo odgovorite na vprašanje. Kaj začutite, katera asociacija se vam pojavlja, ko gre za vprašanje, kako pri vas skrbite za večjo učinkovitost pri delu? Svoje odgovore morate na koncu tudi potrditi. Če se zmotite ali prehitro potrdite, lahko seveda odgovorite ponovno. Sčasoma se nam bodo na prezentaciji pokazali tudi vaši odgovori in jih bomo lahko na koncu tudi pokomentirali. Tako da vas zdaj kar vabim k vašim odgovorom. Zanimivi odgovori, tudi pričakovani, meditacija, zračenje prostorov, medosebni odnosi, tudi eterična olja so vmes, sproščanje, dobra volja, veliko tekočine, skratka kar nekaj spremenljivk, bom rekel, oziroma nekaj faktorjev, ki vplivajo na to, da smo nasploh dobrega počutja na delovnem mestu ali pa tudi zdravi, recimo z vitamini. Mislim, da imamo med vami danes pravo publiko tudi za to tematiko, tako da z tega zornega kota predlagam, da počasi kar nadaljujemo.
Preden začnemo z predavanjem, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo naši današnji gosti, gospe Ireni Nagode Homar. Gospa Irena, beseda je vaša. Pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj, Goran je povedal bistvo prezentacije, zato mogoče jaz ne bi dolgo vezla, niti ne bi še enkrat podajala v bistvu vseh tem, ki jih bomo danes obdelali, pa bi mogoče kar začeli s prezentacijo. Naštimam. Mislim, da se vidi, ne? Ja, vidi se kar izgleda. Dobro, ok, hvala lepa. Tako, kako z eteričnimi olji povečati koncentracijo v službi? Zdaj, videli smo, da kar nekaj od vas to že počne očitno, ne? Tako da to me zelo veseli, bom mogoče tale predavanje danes tudi marsikomu še malo zbistril ali pa obširil pogled v eterična olja. Zdaj, a ste kdaj sploh razmišljali o tem, da vonj lahko vpliva na prijetno oziroma neprijetno vzdušje? Navadno se za ustvarjanje prijetnega, sproščenega vzdušja bolj fokusiramo na izbor barv v prostoru, popestritev s fotografijami, mogoče tudi s kakšno glasbo, ne? Vonj je navadno čisto drugotnega pomena. Je pa res, da močno vpliva na naše čustvene odzive in odnose do sodelavcev, ne? Čeprav navadno bolj na nezavedni ravni, ne? Kakor je že Goran povedal, ne, bomo danes obdelali nekaj tematik, ne, pa jih mogoče res ne bi še enkrat naštevala, bomo kar prišli k bistvu, ne. Zdaj, pojem aromaterapija je uporabi še od 20. stoletja, ne, čeprav sama uporaba aromatičnih snovi sega že v obdobje civilizacij, kot so Rimljani, Grki in Egipčani, ne. Oni so uporabljali različne aromatične rastline za zdravljenje duševnih in telesnih težav. Zdaj, ob koncu 20. in začetku 21. stoletja se je pojavil trend, kjer se je ponovno pričelo uporabljati vse več naravnih izdelkov, med njimi tudi eteričnih olj, tako za terapevtske kot kozmetične in aromatične učinke. Zdaj, aromaterapija se v bistvu najbolje opredeli kot veja komplementarne medicine, ki uporablja eterična olja za ohranjanje zdravja in psihofizičnega ravnotežja. Znotraj aromaterapije se bomo danes dotaknili v bistvu te holistične aromaterapije, ne? V njej v bistvu govorimo, kadar želimo uporabiti eterična olja v domačem okolju, za izboljšanje splošnega počutja, za samo zdravljenje, ohranjanje harmonije, ne? Zdaj, glavna naloga je podpora posamezniku na poti do boljšega ravnotežja. Gre za podporo, ki je psihološke oziroma čustvene narave in v bistvu vključuje izboljšanje počutja, samopodobe, zmanjšuje anksioznost in spodbuja relaksacijo. Zdaj, imamo tudi ostale veje aromaterapije, ki pa se jih danes mogoče ne bi dotaknili, ker je izven okvirjev naše tematike. Je pa mogoče jih sam zaomeniti, ne? In to so sicer klinična aromaterapija, psihoaromaterapija, aromakozmetika, aromamasaža, ne? In tako naprej. Zdaj, kaj eterična olja v resnici sploh so, ne? Zdaj, eterična olja so hitro hlapljive, visoko koncentrirane substance, ki se pridobivajo iz rastlinskega materiala z različnimi fizičnimi postopki. Se pravi, najbolj poznana verjetno parna destilacija, potem z mehansko obdelavo citrusnih sadežev, ne? Ali pa suho destilacijo. Zdaj, mogoče čisto kot zanimivost, približno 300 tisoč rastlinskih vrst poznanih, je okrog 3000 vrst aromatičnih, ne? Se pravi, da imajo možnost, da se iz njih pridobi eterično olje. Vendar je komercialno na voljo samo 300 do 450 eteričnih olj. Je pa res, da eterična olja predstavljajo manj kot 1% mase suhe rastline, vendar v večini primerov pomembno prispevajo k preživetju same rastline. Kot sem rekla, parna destilacija je verjetno ena od najbolj poznanih postopkov pridobivanja eteričnih olj.
Zdaj, pri parni destilaciji v bistvu dobimo dve komponenti, in sicer hidrolat, ki predstavlja polarno fazo, nekateri ga pač jemljejo kot stranski produkt destilacije, in pa eterično olje, ki predstavlja nepolarno fazo. Zdaj, ena najpreprostejših opredelitev hidrolatov je, da je to voda, ki nastane pri destilaciji in je nasičena z eteričnim oljem. Navadno se uporablja kot blažja različica eteričnega olja, se pravi pri otrocih, nosečnicah, ljudeh z respiratornimi boleznimi in pa tistimi, ki imajo epilepsijo. Zdaj, eterična olja so pa v bistvu tisto, kar si načeloma pri destilaciji najbolj želimo pridobiti. Kakovost eteričnega olja pa je odvisna od številnih dejavnikov, vse od sestave tal, v katerih rastlina raste, do kakovosti semena, podnebnih razmer, potem pogojev pridelave, načina žetve rastline, časa in načina destilacije, pa navsezadnje tudi skladiščenja in transporta. Zdaj, kako v bistvu eterična olja sploh vplivajo na nas, Zdaj, vonj je eden od 5 čutov pri človeku, to verjetno vsi vemo. Prvotna funkcija je obrambno-komunikacijska. Danes to je bilo verjetno bolj v preteklosti pomembno, danes pa ima bolj hedonistično vlogo. Zdaj, način, na katerega se ljudje odzivamo na vonje, je kompleksen in je večplasten, zelo individualen. Molekule v eteričnih oljih so zelo majhne, kar jim zagotavlja večjo hlapnost in prilagajanje v receptorje, ki so odgovorni za zaznavo vonja. Zdaj, čutnice za vonj so primarne čutnice, kar pomeni, da se informacije same prenesejo do centralnega živčnega sistema in eterična olja vplivajo na misli in obnašanje, kar sproži takojšen čustveni odziv. Se pravi, imamo direktno povezavo v možganski sistem. Zdaj, pomena zaznavanja vonja se zavemo morda šele takrat, ko ga začasno izgubimo. Pri simptomih prehladnih obolenj je to najbolj pogosto, zdaj pa mogoče aktualno tudi pri covidu, kajti izguba vonja je eden od najbolj prepoznavnih simptomov. In v bistvu takrat se šele zavedamo, kaj pomeni, če ga res nimamo. Zdaj, čisto kot zanimivost, kakšno vlogo dejansko vonj igra v našem življenju. Z vonjem zaznavamo nevarnosti, to vsi vemo. Recimo, če pokvarjeno hrano, puščanje nevarnih plinov, to vse zaznamo. Zdaj, v bistvu ne zaznavamo tudi nekatera čustva, naprimer strah pri človeku, v človeškem znoju. Zdaj, naj bi celo partnerja izbirali glede na telesni vonj, seveda pač na neki nezavedni ravni, ampak dejansko je bilo tudi dokazano, da naj bi si partnerja izbirali tako. Verjetno tiste, ki ste mame, boste to lahko potrdile, da v bistvu mame prepoznajo vonj svojega otroka v množici vonjev drugih otrok. Tako da tudi otroci po vonju prepoznajo svoje brate in sestre in tiste bližnje prijatelje. Recimo, dostikrat boste videli, da v bistvu prepoznamo vonj svojih oblačil, tudi če bi, na obešalniku recimo bile 3 različne jakne, točno po vonju veš, katera jakna je tvoja. Zdaj, vonj ima vpliv tudi na razpoloženje, preko občutka prijetnosti oziroma neprijetnosti, tudi že preko besed, asociacij v čustven spomin. Recimo, če nekdo omeni bor, vsaj meni osebno, takoj misli zbežijo na neko morsko obalo, poraščeno z borovim gozdom. Ali pa preko asociativnega spomina, je ravno tako povezava nekih dogodkov. Če si mogoče pogledamo koristi eteričnih olj na delovnem mestu, dejstvo je, da ima vonj močan vpliv na naše počutje in razpoloženje. Ravno tako vpliva na naše kognitivne funkcije, obnašanje in storilnost. Zdaj, vonjenje neprijetnega vonja se bo skoraj zagotovo odrazilo v poslabšanju razpoloženja in pa posledično zelo verjetno tudi v znižanju motivacije za delo in znižanju storilnosti. Ponavadi pač neka neskladnost med formo in vsebino ali barvo začutimo, nekaj ne zmoti. Zdaj, take stvari so tudi zelo pomembne v marketingu in v prodaji. Recimo, čisto tak praktičen primer, če vzamemo, v izložbi zagledaš obleko, ki se ti zelo dopade,
stopiš v trgovino in kar naenkrat vate udari vonj po nekih ponošenih oblačilih. Mislim, da se bi marsikdo od nas obrnil in takšne obleke sploh ne bi pomeril, kaj šele, da bi jo kupil. In ravno tako mogoče rajši obedujemo v restavracijah, kjer imajo prijeten, svež vonj, kot pa tam, kjer je zaznati vonj po kakšni zažgani maščobi ali pa po stanem pivu. Sigurno pač je to odvračujoče. Zdaj, splošno znano in hkrati znanstveno dokazano je, da pač ljudje v prijetno dišečem prostoru pač delajo sigurno z večjo zanesljivostjo, učinkoviteje, z večjo željo za mirne rešitve težav. Ker če te pač nek vonj moti, te sigurno dela bolj živčnega, agresivnega, ne moreš se sprostiti, ali pa kaj celo to, da bi trezno razmišljal takrat. Zdaj imamo več znanstvenih raziskav o vplivu eteričnih olj na delovne procese, tudi na samo prodajo. Recimo eterično olje cimeta naj bi spodbudilo več dražjih nakupov. Ali pa recimo pri nas imamo čisto nek praktičen primer, kjer lahko dokažemo v bistvu, da eterično olje deluje praktično kot nek prav socialni lubrikant. Na naših delavnicah ponavadi vse oživi, ko udeleženci pričnejo vonjati eterična olja. Tudi če so prej mogoče na začetku bili malo bolj zadržani, se jim po vonjanju eteričnih olj sigurno razvežejo jeziki. Zdaj, ena od japonskih raziskav je v bistvu tudi raziskovala vpliv eteričnega olja limone, ki so ga razpršili v zraku, in s to raziskavo so v bistvu dokazali, da je za več kot 50% zmanjšano število tipkarskih napak. Imamo pa še eno japonsko raziskavo, kjer naj bi se v bistvu eterično, kjer je bilo dokazano v bistvu učinkovitost posameznih eteričnih olj. In tako naj bi se eterična olja, recimo citrusov, uporabljala zjutraj, za svežino, stimulacijo. Zdaj dopoldan naj bi se uporabljala eterična olja s cvetnim vonjem, za povečanje koncentracije. Zdaj tam popoldan, tam nekje do malice, pa za zmanjšanje utrujenosti v bistvu uporabljamo eterično olje z drevesnim vonjem, kakor so kakšne ciprese in cedra. Eterična olja pač namreč delujejo na človeka na različne načine. Vonj eteričnega olja lahko tudi pri neki osebi sproži tako čustven odziv, ki je povezan z asociacijo na ta vonj, zato je v bistvu pomembno, da si na delovnem mestu tudi s pomočjo vonja ustvarimo prijetno vzdušje. Vanj pač prenesemo nek vonj, ki nas spodbuja, vendar hkrati sprošča. Zdaj, uporabe eteričnega olja prilagodimo glede na delovni prostor, kot smo že omenili. Upoštevamo seveda želje svojih sodelavcev pri uporabi skupnih prostorov. Pomembno je, da različna eterična olja uporabljamo v različnih prostorih. Razumljivo je, da v kakšnih mehaničnih delavnicah in večjih obratih pač to ni mogoče, vendar se pa lahko tam popestrijo prostori, recimo za malico ali pa prostori, kjer so garderobe, toaletni prostori, povsod je v bistvu možna uporaba. Recimo v skupnih prostorih uporabljamo olja, ki spodbujajo komunikacijo, ki ustvarjajo prijetno vzdušje, sproščenost. Eno takih eteričnih olj je geranio, recimo. V sejnih sobah eterična olja, ki zmanjšujejo napetost in stres, zelo tak tipičen je neroli, ali pa spodbujajo komunikacijo in zmanjšajo težave z javnim nastopanjem. To je na primer granivka, meni bi tale zdajle verjetno zelo koristila. Lahko pa v bistvu eterična olja uporabljamo tako individualno kot posamezniki, ali pa kot skupina s pomočjo teh difuzorjev. V toaletnih prostorih lahko posežemo po kakšnem eteričnem olju bora, ker hkrati razkužuje in osvežuje prostor. Zdaj mogoče čisto tudi ena taka praktična uporaba. Šoferji v svojih vozilih naj bi uporabljali nekaj, kar bo povečalo fokus in bo delovalo sproščujoče, vendar ne uspavalno. Tako od eteričnih olj, na primer od eterično olje mandarine. Je pa res pomembno, da seveda upoštevamo osebne preference, kjer jih lahko, kajti eterična olja, ki nam imajo izredno neprijeten vonj, pa tudi če imajo predispozicijo ne vem kakšno, so lahko povezana z negativnimi spomini ali pa izkušnjami,
ne glede na to, ali se tega pač dejansko zavedamo ali ne. Zdaj za danes sem jaz zbrala nekako nekih 5 top eteričnih olj, da bi v bistvu vedeli, kako doseči harmonijo, moramo poznati delovanje eteričnih olj. Zdaj, velik vpliv na izbor olj imajo osebne preference. Jaz sem jih pač izbrala 5 tistih, ki so se mi zdele mogoče najbolj primerne za temo današnjega predavanja. Pa če kar preidemo k prvemu. Kot prvega bi želela izpostaviti eterično olje rožmarina. Zdaj, rožmarin je pač zimzeleni grm, čigar topli vonj bistri in duha, zvišuje koncentracijo, zbranost, preprečuje psihično utrujenost, pomaga pri spominu, pri pomnenju, to bi bil čisto recimo koristen čas učenja. Zdaj, to lastnost so prepoznali že predniki, saj so v bistvu rožmarin častili kot zelišče, ki izboljšuje spomin. Zdaj, hkrati stimulira in ojača živčni sistem. Mogoče čisto kot zanimivost, v kontekstu covida, pomagal naj bi obnoviti zmožnost slonjanja. Hkrati povečuje pač neko storilnost, povečuje čuječnost, dvigne razpoloženje, poživlja, utrjuje in krepi. Zdaj, prej smo omenili, da pri destilaciji dobimo 2 produkta, tako hidrolat kot eterično olje. Morda na tem mestu velja poudariti pomen rožmarinovega hidrolata, ki zbuja in motivira in je blažja različica, ki jo lahko recimo uporabljate pri otrocih, da se zaradi lažjega učenja recimo. Naslednje eterično olje je v bistvu eterično olje limone. Sočni plod limonovca je morda najbolj znan v kulinariki. V aromaterapiji pa eterično olje limone s svojim svežim, osvežujočim vonjem poznamo po ugodnih učinkih na koncentracijo, da izboljšuje zbranost in počutje, pač poživlja in razvedri, olajša umsko utrujenost. Prej smo omenili raziskavo, kjer je po uporabi eteričnega olja limone za 50% zmanjšanje tipkarskih napak. Zdaj, eterično olje limone tudi odpravlja apatijo. Uporablja se tudi v masažah in kopelih, kjer sprošča in utrjuje mišice in sklepe. Vsekakor pa se uporablja tudi v kozmetični industriji, v šamponih za nego mastnih las, za nego nečiste in aknaste kože. Tretje eterično olje je eterično olje grenivke. Zaradi svojega razkužilnega delovanja in osvežujočega grenko-sladkega vonja je izvrstna mešanica za osvežitev zraka. V aromaterapiji se uporablja za lajšanje tesnobe, za lajšanje razdražljivosti, pri naglih spremembah razpoloženja, pa tudi pri nadzorovanju stresa, povezanega z javnim nastopanjem. Zdaj, pomaga lajšati simptome prehlada, dražečega kašlja in glavobola. Učinkovit pa je tudi pri anticeluliitnih masažah. Mogoče zanimivo za nežnejši spol. Uporablja se pa tudi v športnih masažah za pripravo telesne aktivnosti in sprostitev utrujenih mišic pri vadbi. Zdaj, kot četrto eterično olje sem si izbrala zeleno meto. Mogoče je večini bolj poznana poprava meta, vendar je eterično olje zelene mete bolj blago, se pravi, da je manj agresivno. In je hkrati primernejše tudi za bolj občutljive osebe. Poleg kamilice je meta verjetno najbolj poznana zdravilna rastlina. Vonj zelene mete sprošča in deluje pozitivno na razpoloženje. Pomaga premagovati negativne misli, zato je eterično olje zelo priljubljeno za inhalacijo. Deluje tako antiseptično, zato ga ponavadi s pridom uporabljamo tudi pri blaženju respiratornih obolenj. Kot zadnje eterično olje se mi je pač zdelo primerno eterično olje ilang-ilanga. Eterično olje ilang-ilanga je zaradi svojega izrazitega, prijetno sladkega, cvetličnega vonja priljubljen med ljubitelji aromaterapije. Najdemo pa ga tudi med sestavinami mnogih parfumov. Eterično olje ilang-ilanga sprošča napetost, deluje pomirjajoče,
lajša stres, tesnobo in nespečnost. Če govorimo o nekem energijskem delovanju, ima ilang ilang izjemno sposobnost, da neka ta temačna in negativna čustva pretvori v neka radostna in pozitivna. Z uporabo eteričnih olj, ki sproščajo stres in napetost, smo lahko bolj učinkoviti pri premagovanju mentalnih izzivov. Rezultati novejših raziskav kažejo, da v današnjem času, ko smo vsi pod nenehnim stresom in neprestano nekaj umsko aktivni, za dvig energije ne potrebujemo eteričnih olj, ki delujejo poživljajoče in spodbujajo aktivnost v telesu, temveč je nekako bolj primernejša uporaba eteričnih olj, ki sproščajo stres in napetost in si v bistvu na ta način povrnemo energijo. Mogoče preden predstavim današnje mešanice, ki sem jih nekako sestavila za tole predavanje, bi mogoče za tiste, ki še morda ne poznajo dobro, najprej predstavim metode uporabe. Eterično olje v bistvu najbolj pogosto lahko uporabljamo v smislu aromatične inhalacije. Tukaj dosti pogosta uporaba je nosnega inhalatorja, kjer v bistvu eterično olje nakapamo v tak bombažni vložek, ki je vstavljen če vidite z miško, v tale del. In v bistvu s tak žepni inhalator spremlja lahko povsod. Tak nosni inhalator odpremo, večkrat globoko vdihnemo in mogoče take stvari ponovimo nekje do 3-krat na dan. Enako pa seveda lahko to storimo z robčkom ali pa neko glineno ploščico, ki pa je seveda gre za glineno ploščico, kjer je surova žgana glina, brez kakšnih impregnacijskih sredstev. Večina pa verjetno najbolj pozna vaporizacijo, to so neki sparilniki ali difuzori. V te napravice, če lahko temu tako rečemo, nakapamo do 10 kapljic eteričnega olja, to je pa zelo odvisno tudi od velikosti prostora. Pomembno je mogoče, da prostor pred in po uporabi difuzorjev dobro prezračimo. Mogoče potem še ena taka praktična uporaba eteričnih olj, ki jih dejansko lahko uporabimo tudi na svojem delovnem mestu, so priprava teh aromatičnih olj. Gre za mešanico olj v baznem olju, recimo vzamemo neko bazno olje frakcioniranega kokosovega olja ali pa jojobe, mandelna. Takšno mešanico damo v takšno manjšo stekleničko, z rolon nastavkom in je to res namenjeno za neko individualno rabo. To pa se aplicira direktno na kožo, lahko na tako imenovane te pulzne točke. Te 3 metode so primerne za uporabo v službenem času. Doma pa si kdaj lahko tudi namesto klasičnega tuširanja pripravimo aromatično kopel, kjer nakapate do 8 kapljic v kombinaciji z navadno kuhinjsko soljo, se pravi želeno eterično olje nakapamo na sol, ki jo pa potem raztopimo v vodi in na to seveda samo še uživamo. Praktična uporaba predstavljenih eteričnih olj. Vsako olje lahko uporabljamo glede na njihove učinke in glede na to, ali nam seveda ta vonj ustreza. Lahko pripravimo mešanice, za njihovo pripravo je potrebno nekoliko več znanja, pa medsebojne sinergije. Jaz sem danes pripravila 3 predloge, ki jih lahko mogoče sprobate. Prvi tak je mešanica eteričnih olj, ki sem ga poimenovala kar nizki štart. Gre za mešanico, ki bo nadomestila ali pa celo mogoče podaljšala učinek jutranje kave. Ogrela bo možgane in telo na delovno temperaturo. Se pravi, na robček ali pa glineno ploščico nakapamo 2 kapljice eteričnega olja limone, 4 kapljice eteričnega olja granivke, 1 kapljico eteričnega olja zelene mete. Jaz sem to kombinacijo pripravila, da si za neko individualno rabo. Če bi pa želeli recimo to podeliti tudi s svojimi sodelavci, pa seveda samo malo povečate količino posameznih eteričnih olj, pa lahko to uporabljate v skupnih prostorih.
Druga mešanica je mešanica za velike projekte. Ta mešanica bo prinesla fokus, izboljšala koncentracijo in prebudila spomin. Zdaj, namenila sem jo, da se jo uporablja v difuzorju. V difuzor damo 3 kapljice eteričnega olja rožmarina, 5 kapljic eteričnega olja limone. Zdaj, seveda ne pozabimo, se pravi, prezračiti prostor pred in po uporabi. Kot tretjo neko mešanico sem pa v bistvu sestavila mešanico pred napornim sestankom. Ta mešanica nam bo prinesla sprostitev in umiritev, hkrati bo omilila tremo in dala nekaj potrebne vedrine. To mešanico sem ravno tako namenila za uporabo v difuzorju. 4 kapljice eteričnega olja granivke, 2 kapljici eteričnega olja zelene mete in pa 2 kapljici eteričnega olja ilang-ilanga. Tako kot že prej povedano, lahko pač tako koncentracijo uporabljate tudi za neko individualno rabo na robčku glineni ploščice ali pa inhalatorju, samo pač zmanjšate količino dodanih eteričnih olj. Zdaj pa, če se mogoče dotaknemo res te aktualne teme, tudi časovno aktualne teme, podpora eteričnih olj zdravju v času respiratornih obolenj. Mogoče bo kakšnega od vas presenetilo dejstvo, da povečana obolenja v tem jesensko-zimskem času, da na ta obolenja pač ne vplivajo nizke temperature, s katerimi jih mogoče večina povezuje, temveč so razlog skriva predvsem v tem, da pozimi veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, se družimo v skupinah, s čimer se pa poveča možnost prenosa mikrobov. Slednje je pač tudi potrdila neka kanadska študija, kjer so strokovnjaki v bistvu ugotovili, da izpostavljanje zmernemu mrazu nima škodljivega učinka na imunski sistem. Zdaj, pomemben faktor pri zmanjšanju funkcije imunskega odziva je vsekakor tudi visoka stopnja stresa. Zdaj, v stresnih situacijah se v našem telesu pač povečuje raven kortizola. Če se takšne situacije kopičijo iz dneva v dan, lahko to hitro pripelje do pač različnih obolenj. Da bi se izognili tovrstnim težavam tudi na našem delovnem mestu, ker pač v resnici na ljubo preživimo večji del dneva, poskrbimo, da imunskemu sistemu zagotovimo ravnotežje in harmonično delovanje. Tukaj nam zelo lahko pač to nalogo olajšajo eterična olja. Zdaj, mogoče čisto kot nek intermezzo ali pa zanimivost, da se tudi mogoče spomnimo na neka zgodovinska dejstva. V času kuge so v bistvu zdravniki nosili take maske, podobne velikim ptičjim kljunom. In v teh maskah so v bistvu, v te maske so dali aromatične rastline, da so se zaščitili. Nosili so tudi takšne kužne bakle, so jim rekli, kjer so zažigali pač te aromatične rastline oziroma ta zelišča. Pa kadili oziroma škropili so po domovih z aromatično vodo, recimo kot neke vrste kolonsko vodo. Zdaj, ena še od primerov je recimo izdelovalci rokavic v Londonu, so celo dobili neko dovoljenje za impregnacijo blaga z eteričnimi olji, zato naj bi po neki legendi parfumerji in izdelovalci rokavic preživeli kugo. Zdaj, eterična olja delujejo na naš imunski sistem po 2 poteh. In sicer tako, da lahko vpliva na naše splošno dobro počutje. Se pravi, če je naša mentalna forma dobra, bo dobro tudi naš imunski sistem, in pa s direktno krepitvijo imunskega sistema. Zdaj, če se najprej dotaknemo splošnega dobrega počutja, se pravi zmanjševanje oziroma obvladovanje stresa, zdaj to lahko zelo lepo dosežemo z nekimi metodami, kot so inhalacija, vaporizacija, aromatične kopeli in masaže. Tako da s tem bomo praktično okrepili naš imunski sistem. Za zmanjšanje stresa, ki je v tem času zaradi koronavirusne situacije, pri nekaterih se pač ta stres še povečuje, svetujem, da se po
da posežete po eteričnih oljih, ki pomirjajo in delujejo kot naravni antidepresivi. Mogoče med najbolj tipične predstavnike sodijo eterično olje bergamotke, recimo kakšna prava sivka, cedra, rimska kamelica, kot omenjeno tudi že neroli, bosvelja, mandarina. Lahko si sodelavci pripravite recimo mešanico do teh naštetih 3 olj. Hkrati boste s tem tudi krepili dobre medosebne odnose, morda celo ugotovite, kateri vonji so sodelavcem všeč, najdete neke skupne točke. In takšno mešanico v bistvu uporabljate v obliki zračne difuzije. Če ne najdete skupnih eteričnih olj, si pač pripravite individualno mešanico ali bodisi v rolonu, v nosnem inhalatorju ali pa pač nakapate na glineno ploščico, ki se pač enostavno postavite nekje poleg svojega delovnega mesta. Neposredni vpliv na imunski sistem, se pravi, kot eterična olja so učinkoviti kot imunostimulansi. Pri krepitvi imunskega sistema priporočamo, da posežete tudi po eteričnih oljih, kot so recimo evkalipt ali pa list kafrovca. Te dva se načeloma odsvetujeta pri uporabi, se pravi uporabljati pri otrocih ali pa kakšnih astmatikih. Mogoče bolj primerna je kakšna mirta, ki se tudi lahko uporablja pri otrocih in starejših ali pa bolj občutljivih osebah. Potem je takšno eterično olje za spodbujanje imunskega sistema, tudi recimo rožmarin, kardamom. Vsa ta zelo blagodejno vplivajo na dihala in obenem v prostoru očistijo zrak, dajo občutek odprtega in svežega prostora, v katerem zlahka zadihamo. Najprimernejša uporaba je mogoče kar v difuzorjih. Čisto mogoče kakšen praktičen primer. Prostor seveda pred sestankom dobro prezračimo, vklopimo difuzor, kamor nakapamo izbrano eterično olje ali pa celo mešanico teh eteričnih olj. Po končanem sestanku pa tak prostor ponovno pač prezračimo in smo praktično poskrbeli tudi za neko imunsko odpornost oziroma za čiščenje samega zraka. Lahko pa seveda, kot smo že omenjali, uporabimo eterična olja, ki delujejo kot stimulansi. Kot stimulansi se v bistvu lahko uporablja kakšno eterično olje črnega popra, geranje, timijana, čajevca. Mogoče lahko to vključite v neko vsakodnevno aromaterapevtsko prakso. Mogoče od vsega tega naštetega je pa ena od najpomembnejših zadev, kako varno uporabljate eterična olja na delovnem mestu. Način razmišljanja, da so eterična olja naravna in potem takem praktično neškodljiva, verjetno največ ljudi pripelje do tega, da izkusijo bolj ali manj resne stranske učinke eteričnih olj. Pač res je, da so eterična olja naravna, čeprav tudi pojem naravno stvar osebno filozofije, vendar zato še niso nujno varna. Vse v koncentraciji in razumevanju sestave posameznega eteričnega olja, tako da številna eterična olja vsebujejo zdrave nevarne kemijske komponente, tega se moramo zavedati. Te komponente lahko delujejo nevrotoksično, se pravi tako, da poškodujejo živčni sistem ali pa celo možganskega, ponavadi z uničenjem nevronov. Lahko delujejo celo hepatotoksično, se pravi, da povzroči toksično okvaro jeter. Posamezne snovi v eteričnih oljih lahko posegajo v delovanje zdravil ali pa celo potencirajo delovanje, lahko celo zmanjšajo ali pa izničijo delovanje samih zdravil. Eterična olja so izredno koncentrirane snovi, tukaj ne to pozabite, zato je z njimi res potrebna previdnost. Pomembno je mogoče tudi, da isto eterično olje ali pa neko mešanico eteričnih olj ne uporabljamo predolgo, nekje pravi maksimalno 3 mesece in potem ne bi zadevo močkon zamenjala. Tako da tukaj imate tudi priložnost potem pač preizkušati različne kombinacije, se na vse zadnje eteričnih olj kar nekaj. Tako da, kot smo rekli,
Pri eteričnih oljih vsekakor upoštevamo rek, manj je več, a ne? Ker tukaj v nasprotnem primeru res dejansko lahko ne boli glava. Recimo, čist praktičen primer, eterično olje sivke, vsi vemo, da ne bi delovalo pomirjevalno sproščujoče, a ne? Ampak to deluje ta 1 do 2 kapljici. Če bi nakapali več kapljic, bi pa delovalo na nas razdražujoče, ne? Zdaj, kot sem rekla, ne, čeprav so eterična olja naravna, niso namenjena neposrednemu oralnemu uživanju pri laičnih uporabnikih, a ne. Za oralno uživanje je pač potrebno obsežno znanje farmakokinetike in farmakodinamike eteričnih olj, ne. Ne pozabimo, da eterična olja spadajo pod kemikalije. Večina eteričnih olj ob uživanju lahko povzroči kemično pljučnico, kar lahko vodi tudi v hudo poškodbo organov ali pa celo smrt. Zdaj, pomembno je poudariti, da večina eteričnih olj ni primerna za uporabo pri nosečnicah, epileptikih, pri težjih kroničnih bolnikih. To je potrebno upoštevati predvsem pri neki skupni uporabi eteričnih olj, ne. Zdaj, vsekakor je pri uporabi potrebno upoštevati tudi svoje sodelavce. To sem danes tudi že večkrat poudarila. Se pravi, vsako doživljanje vonja je neko individualna stvar. Nekoga pač neko, recimo, eterično olje limone poživlja, a ne, spet drugega pa lahko to spominja na neke travme iz otroštva. Tega si verjetno res nihče ne želi. In zdaj pa nazadnje pa še v bistvu neposredno na kožo, a ne, nikoli ne nanašamo nerazredčenega eteričnega olja. Da izjema je mogoče prava sivka, a ne, kjer se lahko na manjše površine v bistvu aplicira tudi nerazredčena, a ne. Vsa ostala eterična olja pa lahko povzročajo različne kožne odzive, a ne. Zdaj, to bi bilo v bistvu z moje strani za danes na kratko vse. Zdaj, tako da jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Zdaj, hkrati pa tudi mogoče povabim vse, ki bi želeli aromaterapijo vnesti v svoje delovno okolje ali pa pač v svoj domači prostor, a ne, da se pač nam mogoče oglasite na mail, ki ga boste dobili po koncu predavanj, pa vam bomo čisto z veseljem poslali kakšno takšno glineno ploščico, da boste dejansko lahko tudi sami sprobali eterično olje uporabiti v svojem delovnem okolju. Tako da, hvala. To bi bilo z moje strani to. Tako da predajam besedo kar Goranu lahko, a ne? Irena, najlepša hvala za to res prijetno predavanje. Imamo že 3 vprašanja, tako da predlagam, da kar gremo na vprašanja. Prvo vprašanje je gospe Sandre: kako previdni moramo biti z mešanjem olj? Je smiselno, da sami pripravljamo mešanice ali je za to potrebno znanje in je bolje kupiti pripravljeno mešanico? Vsekakor je fajn, ne, da je neko predznanje uporabe. Navsezadnje imajo eterična olja tudi različne podtone, se pravi, delimo jih v 3 podtone, oziroma note, a ne, rečemo visoko, srednjo in pa nizko noto. In tukaj je mogoče tudi fajn, a ne, da upoštevamo razmerja teh not, a ne, ker neko ravnovesje ali pa pričakovani učinek mešance lahko dosežemo v bistvu praktično samo s pravo izbiro not, a ne. Zdaj, seveda, normalno se najprej fokusiramo na neko osebno raven, ne. Če nam pač neka mešanca diši, jo pač uporabimo, a ne, ampak slej ko prej bomo verjetno hitro ugotovili, da nam pa pač povzroča kakšne glavobole ali pa da ne deluje tako, kot smo si želeli. Tako da mogoče za tiste, ki to čisto laično uporabljajo, si za začetek lahko ali kupijo kakšne priporočene mešance ali pa mogoče tudi navsezadnje se na naši strani lahko tudi mogoče že vidite nekaj praktičnih uporab ali pa katera eterična olja grejo skupaj, pa katera pač ne, a ne. Mogoče tako, če je bilo. A ste kdaj razmišljali mogoče, da bi imeli mešalnico za individualno poučevanje? Ja, ne, mogoče dobra poslovna ideja, bom rekla. Si bomo zapomnili. Ne, zdaj načeloma ne.
Zdaj, te stvari so tako individualne, a ne, vsaka preferenca vonja je tako individualna, da mislim, da se cenovno to ne bi splačalo, no. Uporabnikom, nam že, a ne, uporabnikom pa dvomom. Okay. Drugo vprašanje, se uporaba eteričnih olj pri otrocih razlikuje od uporabe za odrasle? Kako je s količino kapljic pri uporabi recimo v otroški sobi? Ja, kot sem rekla, ne, mislim, da sem to tudi že v predavanjih je bilo omenjeno, ne. Zdaj uporaba eteričnih olj pri otrocih je zelo vprašljiva. Zdaj, malo tukaj izvisi od tega, koliko so otroci sploh stari, a ne, načeloma tam nekje po majhnim otrokom do 2 let niti ne apliciramo eteričnih olj, a ne, mogoče je izjema kakšna eterično olje sivke, a ne, tega bi se lahko v bistvu tudi že pri manjših otrocih uporabljali, seveda vedno upoštevamo polovično doze za odrasle. A ne, in pač tisti rek, pri eteričnih oljah je res manj eteričnega olja pomeni večjo učinkovitost. Pa seveda se pozanimati, katero eterično olje je sploh primerno za otroke. Ne, imamo pač par eteričnih olj, ki absolutno se pač pri otrocih odsvetuje uporaba, ne. Saj ne bo problem, recimo, če tako eterično olje uporabljate enkrat, dvakrat, a ne. Če bi bila pa to neka konstantna uporaba, pa dejansko lahko pride tudi do zastrupitev. Tako da tukaj mogoče res treba eterično olje pred uporabo fajn preštudirati, a ne. Tretje vprašanje, katera mešanica olj je primerna za svetovalno pisarno, kjer so dnevni sestanki s strankami? Zdaj mogoče tako mešanico, zdaj odvisno praktično, kaj bi hotel s to mešanico doseči, ne. Zdaj, ali da spodbudiš recimo stranko k nekemu sodelovanju, ali da jo hočeš sprostiti, da je pač imaš nek korekten pogovor, no, tukaj je zelo tako, pa spet take stvari so malo tako kačljive, a ne, kot smo rekli, zdaj nikoli ne veš točno, kaj z vonjem spodbudiš, ne, vedno se potem mogoče lotimo kakšnih takih nežnih mešanic, ne, zdaj nikoli sigurno ne bomo zgrešili z nekim eteričnim oljem limone, skoraj sigurno ne, no. Ali pa recimo s kakšnim eteričnim oljem grenivke, ne, grenivka je v bistvu ena tistih olj, kjer se uporablja recimo za sproščanje ali pa za pač preprečitev te nervoze. Zdaj, če pač stranko dobro poznamo, a ne, pač smo lahko tudi pri izbiri malo bolj drzni, ampak na začetku pa mogoče res probamo s blažjimi eteričnimi olji, ki niso tako intenzivni, ne, recimo zelena meta je tudi, ki smo jo danes omenjali, ena taka, se mi zdi dosti kompromisno eterično olje, no. Uporaba difuzorja, ali naj gori ves čas sestanka ali samo recimo pol ure pred sestankom? Ne, jaz mislim, da je v bistvu čisto smiselno, če upoštevamo, a ne, to, da se zdaj odvisno spet, kaj hočemo doseči, a ne. Zdaj načeloma, če hočemo doseči neko začetno sprostitev, a ne, se pa slej ko prej se na sestanku vse segreje, pa tudi te neki zadržki minejo, a ne, ampak načeloma čisto odvisno, kaj hočemo doseči. Pomembno je pač, kot smo rekli, da prezračimo prostor, lahko difuzor prižgemo pol ure pred sestankom, če pač svoje stranke poznate, mogoče je lahko tako difuzor prižgan tudi dlje časa ali pa cel čas sestanka, a ne, če niste prepričani, da nimate kakšnih riskantnih skupin, a ne. Zdaj, če boste videli, da imate neko nosečnico na sestanku, ali pa da ste seznanjeni s tem, ali pa da imate celo kakšnem, sicer o epileptičnih napadih navadno ljudje nič kaj radi ne govorijo, a ne, ali pa da so epileptični bolniki, ampak tukaj treba biti vedno majčkeno previden, a ne. Tako da upošteva to, da je prostor dobro prezračen, če pač stranko dobro poznate, seveda lahko je ves čas sestanka difuzor prižgan, v primeru, da niste prepričani o zdravstvenem stanju, a ne, pa da se pač to svojo stranko prvič srečujete, mogoče najprej prezračite, pustite prižgan difuzor pol ure, ko se sestanek začne, ugasnete. Recimo čisto tako, ne. Na naslednje vprašanje, mislim, da ste že odgovorili, pa vseeno, če slučajno še kaj za dodati, ali je limonina trava primerna za delovno okolje, sestanki? Kako, če? Ali je limonina trava primerna za delovno okolje, sestanki? Ja, je, ne. Limonska trava je v bistvu čisto tako osvežilen, sproščujoče eterično olje.
tako da dosti neagresivno. Nasplošno, citrusni vonji, kamor spada tudi praktično limonska trava, so mogoče med en izmed bolj varnih izbir. No. Jaz vabim naše udeležence še drugim vprašanjem, lahko na chatu, lahko z dvigom rok, sem pa nekaj tudi samih zapisal, če imate mogoče kakšno informacijo, še recimo eno takih vprašanj, ki se mi je pojavilo, je bilo, koliko aromaterapijo uporabljajo v slovenskih podjetjih, če imate kakšne uvide, glede na recimo druge države, predvsem razvite? Mislim, da nasplošno aromaterapija je v Sloveniji še zelo na nizkih frekvencah. Recimo kakšna Švica, Francija, Avstrija imajo nasplošno bolj razvito to aromaterapevtsko dejavnost. Predstavljam si, da je tako enako v podjetjih. Pri nas že v splošni laični javnosti se to zelo malo ve o tem, ali pa je to bolj mogoče po nekih internetnih kanalih nam dostopno. Nekaj zares strokovnjakov, pa mogoče v Sloveniji res zelo veliko strokovnjakov nimamo. Imamo pa tisti, ki so pa pač dobri, to je pa treba poudariti. In so tudi svetovno priznani. Res pa je, da v bistvu tukaj mačkam zaostajamo pri teh stvarih. Ampak grejo pa sigurno stvari na boljše. Se mogoče ste kaj omenili, ampak mogoče sem pa jaz sam frnil, ampak vsem, tisti, ki so alergični na recimo cvetni prah ali kaj takega, ali je kakšna povezava, da je tudi tukaj lahko težava ali ne? Ne, načeloma ne, ker cvetni prah pa eterično olje sta dva različna pojma, ali pa tako bova rekla, imajo čisto v bistvu različno frekvence. Bi pa lahko sprožili, je pa pač to lahko nek sprožilec, ampak eterično olje v bistvu ni sprožilec z vdihavanjem, da bi se sprožila neka alergija, kot je pač sprožilec, vsaj ne samo za enkratno uporabo. Cvetni prah vemo, da takoj, ko zacveti, se pojavi nek seneni nahod, medtem ko pri eteričnih oljih pač ne. Imamo le vonj, je le tisti naš obrambni mehanizem. Zdaj, če nam bo neki eterično olje smrdelo, si ga sigurno ne bomo več uporabljali. Tako da alergiji z teh poti načeloma niso predvidene, tako bomo rekli. Niso pa izključene tudi, ampak tako. Tam ste omenili na začetku predavanja, da se na nek način ciljajo tudi asociacije z eteričnimi olji. Ali obstajajo kakšni pristopi, katere asociacije najbolje ciljati, pravzaprav, da je vzdušje čim boljše? Mislim, da nisem zastopila čisto vprašanje. Omenili ste v predavanju, kako dejansko eterična olja vplivajo tudi na asociacije. In zanima me samo to, če je v ozadju tudi kakšno vedenje o tem, katere asociacije, s katerimi eteričnim oljem najbolje ciljati. Da skupino čim bolj zajamete, ker posamezniki imajo verjetno različne asociacije. Ja, to je res. Zdaj, mogoče so to pač čisto take splošne asociacije, ki nas v bistvu obdajajo v vsakodnevnem življenju. Tako, kot sem omenila, recimo, če omeniš ali pa povohaš eterično olje bora, jaz mislim, da se več ali manj vsi mi spomnimo pač na hrvaško obalo. Točno to. Tako da mislim, da pač iz takih praktičnih življenjskih razlogov, da bi pa prav obstajalo kakšno vedenje ali pa neke študije o tem, pa žal jaz lahko, da obstaja, ampak jaz pač nisem seznanjena s tem. Ni pa rečeno, da ne obstaja. Še ena asociacija se je meni porodila, ko ste o tem predavali. Bil sem enkrat v enem slovenskem podjetju, ki je imelo dosti novo stavbo in so bili v blizini gozda. In kar so naredili je zelo zanimivo zadevo. V bistvu črpajo zrak iz gozda in ga v bistvu infiltrirajo v prostor. Nenehno prezračujejo točno zrak iz gozda. A je to v bistvu zelo podoben učinek lahko, oziroma ali je v tem primeru tudi dobro imeti kakšno eterično olje zraven? Ne, to je kar zelo, bova rekla, zelo praktičen izkoristek tega, kar nam narava da. V bistvu v gozdu
sploh recimo v kakšnem gozdu, če gledava gozd iglavcev, iglavci so bogati z eteričnimi olji, in seveda se pač tudi ti aerosoli pač sproščajo v ozračje. In tukaj v bistvu bom rekla, da je zelo, zelo dobra ideja, da se pač ti aerosoli dovajajo direktno v naš prezračevalni sistem. Praktično v bistvu imaš zastonj aromaterapijo in mislim, da tukaj ne rabiš dodajati nekih stvari. V bistvu vsi vemo, goste vedno radi zatekamo, vsaj večina od nas, ker pač ta vonj nas sigurno pač pomerja, narava že zna poskrbeti za pravo doziranje. Ok, mislim, da vprašanj nima več. Jaz bi se vam res iskreno zahvalil za to odlično predavanje. Hvala lepa, se priporočamo tudi še kdaj drugič. Tako smo prišli tudi do konca današnjega 26. SBC webinarja. Kot rečeno, posnetek vam bomo poslali in ga tudi lahko delite z vašimi sodelavci. Vabimo vas seveda tudi k neposrednim vprašanjem naši predavateljici po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih webinarjih. O vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali, 2 pa lahko tudi že napovemo. Čez en teden, 18.2. skupaj z našim članom podjetjem Stroka, kako z analizo računovodskih izkazov doseči boljši pregled nad doseganjem ciljev podjetja, posebna aplikacija. In 25.2. prav tako aktualna tema zaradi korona časov, kako nadomestiti predstavitve podjetij na sejmih z alternativami. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno.